Kot starš imaš veliko odgovornost za dobrobit svojega otroka, da ščitiš dobrobit svojega otroka, in ker vem z profesionalnega vidika, da cepljenje proti HPV lahko prepreči več vrst raka, med drugim rak materničnega vratu in še druge rake, kot so recimo rak nožnice, zunanjega spolovila, anusa, penisa, to je sicer za moške, in po novem tudi rak glave in vratu, sem se pač za to odločila. Takrat še ni bilo cepljenja za fantke, ampak sem se moja sinova potem samoiniciativno odločila in sta me prosila, če jo lahko cepim proti HPV-ju, takoj, ko je bilo na voljo cepivo tudi za fante. Drugi najpogostejši rak zaradi HPV-ja je sigurno rak ustnega žrela in se ga ne da zgodaj odkriti, recimo kot rak materničnega vratu, ni nekega brisa, ki bi to pokazal. Prvi znak je ponavadi neka povečana bezgavka na vratu in takrat je rak že lokalno razširjen. Zdravljenje potem dokaj intenzivno in pušča posledice na zobovju, na slini, nisi več tak, kot si bil prej. Tako da s cepljenjem proti HPV-ju bi lahko preprečili tudi te rake. Na nekatere dejavnike pa ne moremo vplivati, na primer na onesnaženost zraka, na aditive v prehrani, na neke neznane dejavnike. Tule pa v bistvu vemo, da ciljno lahko preprečimo raka. Jaz toplo priporočam vsem staršem, da otroke cepijo, s tem jim dajo v bistvu priložnost oziroma prednost, da mogoče tega raka nikoli ne bodo imeli oziroma zmanjšajo tveganje za nastajanje tega raka za več kot 80%.